Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Tijan. Si tudi koreograf, pripravljaš koreografije tako zase kot tudi za druge. Kje pa najdeš največ inspiracije za te koreografije? Ja, v bistvu me to kar veliko ljudi vpraša. Ta inspiracija v bistvu pri meni pride zelo spontano. Predvsem velikokrat, ko sestavljam koreografije za delavnice ali pa zase, si prižgem glasbo, ki mi je všeč in kar malo improviziram. Velikokrat se rad posnamem in potem takoj, kar mi je všeč, probam iz posnetkov vzeti, ponoviti čim hitreje. Zaradi tega se tudi snemam, ker si vse ne zapomnim sproti z improvizacijo. Tako da improviziram, pogledam posnetek, kar mi je všeč, probam vzeti, probam še enkrat improvizirati in tako nekako potem sestaviti te delčke v celo koreografijo. Tako da ja, v bistvu mi je največja inspiracija glasba, ker zelo rad delam, da je res vse po bitih, po glasbi, različni efekti ali na besedilo me inspirira, ali sami inštrumenti, ali pa nasploh glasba, no. Za ideje pa zelo spontano, predvsem jih ogromno dobim poleti, glih takrat, ko se uležem, na primer ravno letošnje poletje, ko sem najbolj odklopil, ko sem ležal na plaži, skoraj spal, so mi same ideje šibale in sem si hitro zapisoval v telefonu vse. Super. Sicer pač si še zelo mlad, ampak kariera tvoja je že kar konkretna. Zagotovo se najdejo vmes tudi kakšni zelo smešni trenutki, ki si jih zapomnil, nekaj ali kaj nerodnega ali kaj takega. Pa tudi kakšni trenutki, ki so ti pa res tako usedel trenutek, nekaj, kar ima malo večji pomen zate. Ja, v bistvu so kar vsi treningi s skupino ali pa v dvojicah zelo zabavni in se res nasmejemo do solz večkrat. Ravno ta teden, ko ustvarjamo nov Modern Duo s Petro, smo se tako nasmejali, ker z vsemi temi lifti pa povezavami in plesu v paru pride velikokrat do takšnih failov, ki jih bi lahko večkrat objavili na YouTube ali pa kam, pa mislim, da bi kar več ogledov skoraj lahko dosegli, kakor z našimi plesi, no, tako da so kar zabavni vsi ti koreografski momenti pa ustvarjanja. Ja, kaj pa ta pomenljiv trenutek, recimo? Ja, v bistvu najbolj mi v spominu ziher ostane na odru ples z malimi skupinami, ker to je v bistvu male skupine so lahko sestavljene od 3 pa do 7 članov. In to so v bistvu potem 7 najboljših prijateljev oziroma zelo dobrih prijateljev in to je res povezana skupina, tako da se imamo fajn in na treningih in na tekmah in na odru samem, tako da mislim, da se to pol zelo pozna. Tako da smo imeli eno skupino, ki smo peljali kar 6 let in smo res uživali na odru in zadnje leto je bilo ravno lansko leto, ki je v bistvu bila že rahlo spremenjena ekipa, ampak večina je ostala še ista in smo čakali ta moment, da bomo res odplesali perfektno in nam je to skoraj ratalo. Perfektno še ravno ni bilo, ampak v finalu lani in smo potem tudi lani prvič zmagali s to skupino, smo bili pa večkrat drugi in pa tretji, pa nam je pa po 6 letih v članski kategoriji uspeli tudi zmagati. Tako da smo v bistvu potem lani to zaključili, tako da je bil ta moment zelo tak, ki bo ostal v spominu za dolg časa, no. Torej, za zaključek ste postali svetovni prvaki. Ja, tako. Odlično. Glede na to, da večino svojega časa pravzaprav preživiš v plesu, a pa so vseeno kakšne stvari, ki si se jih naučil skozi ples, ki jih uporabljaš tudi v vsakdanjem življenju, ne v plesu? Ja, definitivno to, da kar, če si nekaj močno želimo, to lahko dosežemo. Tako da ja, v bistvu ples mi je pokazal in me naučil neke vztrajnosti in pa reda in pa discipline. Čeprav nisem imel glih zaradi plesa nikoli veliko časa, sem si veliko lažje pol razporedil urnike in vse. Tako v bolj ustvarjalnem smislu me je pa ples naučil mogoče to, da takrat, ko uživaš, res vse steče, tako da res probam nekako vsemu, kar počnem, uživati, ker je vse skupaj lažje potem. Zagotovo imaš kak prepoznaven gib, kak gib, ki ti je najbolj pri srcu in ga skušaš vkomponirati v skoraj vsako svojo koreografijo. Obstaja kaj takega?
Ja, v bistvu sem zelo prepoznaven, predvsem po tem, kar sem že omenil, da sem zelo čustveno vpleten v vsako točko, tako da se res uživim in dam čustva čisto v vsak svoj gib. Ker tudi pri svojih plesalcih zelo poudarjam, da mi ogromno pomeni, da v plesu vsak gib ima svojo zgodbo. Torej, da ni vsak gib samo zaradi tega, ker je koreograf tako rekel, da ga moraš narediti, ampak res, da ima vsak gib svojo zgodbo, tako da to probam pri svojem plesu čim bolj vključiti in tudi predajam to potem naprej na svoje varovance. In mislim, da me tudi po temu kar prepoznajo, da res gremo vsak gib z neko zgodbo in namenom. Ampak mogoče bi pa rekel, da sem vse najbolj prepoznaven po svojih obratih, ker to najraje počnem, ker sem v tem kar dober. Najbolj od vseh tehničnih elementov v bistvu mi ležijo obrati, tako da zmeraj, ko improviziram in ne vem, kaj narediti, se začnem vrteti. Okej, in moji najbolj prepoznavni obrati. Imaš kakšen nasvet za naše gledalce oziroma za plesalce? Ja, v bistvu mogoče ravno to, kar sem tudi že verjetno poudaril, da sam nisem bil od začetka zelo talentiran plesalec, predvsem kar se tiče tehnike, so pa vsi zmeraj v meni videli to neko iskrico in pa zmeraj sem bil nastopač in pa užival v samem nastopu, ampak res sem rabil veliko in trdo delati svojo plesno tehniko in res trenirati vsako leto več in bolj, tako da sem tudi stopnjeval s številom točk, vsako leto sem imel več solotov, več duetov, več malih skupin in res v bistvu nauk tega zame in pa še za koga je lahko, da se s trdim delom da vse dosežeš, tako da dokler je ta iskrica, želja in pa užitek. Za naše plesalce si pripravil en krajši izziv, da tudi sami preizkusijo kakšno od tvojih gibov. Moj v bistvu plesni stil je zelo prepoznan tudi po tem, da se zelo rad zapletam, tako da probajmo zdaj nekaj takega se malo zaplesti. In sicer odbiješ nogo, obrneš, greš po nogi, presekaš, čez, notri, ven in vrneš. Tijan, najlepša hvala, da si v svojem polnem urniku vzel čas za današnji intervju, da si delil svojo zgodbo z našimi plesalci in gledalci. Ter vem, da se zate pričenja zdaj sezona tekmovanj, tako da ti želim čim več uspehov in se veselim vseh tvojih posnetkov, prav tako kot gledalci bomo še marsikdaj kaj podelili. Hvala vam. Srečno, se vidimo!